Hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Da začnem tam, kjer je kolega Mate končal. V Slovenski ljudski stranki smo se odločili, da jaz kot poslanec in član komisije, te preiskovalne komisije, ki je farsa Pozitivne Slovenije in gospe Dimitrovske, ne bomo več sodelovali. Torej z današnjim dnem izstopamo iz tega. No in ne bom ponavljal tega, kar sta kolega že povedala, bom pa vam razložil konstrukt, ki ga je pripravila predsednica gospa Dimitrovska. Poglejte, bom šel kar malo po vrsti. Potem, ko se je predsednica odločila, da bo sama določila, kako bo izpeljala drugi tek parlamentarne preiskave, kot sta rekla, na našo željo, da bi imeli sejo, so o tem pogovorili, ni slišala oziroma nas je odvrgla. Se je potem odločila, da bo to naredila tako, da bo šla kar direktno na zaslišanje prič, prvič. Drugič, da ne bo pridobila nobenih uradnih podatkov od organov, ki so preiskave že delali. In tretjič, kar je najbolj zanimivo, da bo ona določila, torej samovoljno določila vrstni red. In seveda, kljub našemu zgražanju, ko smo videli in vedeli za sklic, kako zgleda, jasno, nič ni več pomagalo. No, kaj je potem naredila? Torej to svojo celotni scenarij in konstrukt je nadgradila z trenutkom pred 12. uro. Torej trenutek pred 12. uro je bil dan pred zaslišanjem, ko je ona v medijih, torej po novinarski konferenci, izjavila, da Tone Partljič ni ekstremist, da Vesna Vugorina ni ekstremist, da ostali niso ekstremisti, da si ne zaslužijo parlamentarnega zaslišanja, da danes je to sramoten dan za slovensko parlamentarno prakso. To je vse res. Ampak vse to je naredila ona. Ona je skonstruirala ta konstrukt. In seveda, kaj je bil njen izključni namen? Njen izključni namen je seveda bil zelo perfidno zloraba tako državnega zbora, ter seveda inštitucije parlamentarne preiskave, z namenom diskreditacije, jasno, vseh treh opozicijskih strank. Cilj njene parlamentarne preiskave in način njenega vodenja pa je popolni fiasko in sprenevedanje, kot je pač to način delo Pozitivne Slovenije. Vse, tudi kaj več, pravzaprav niti ne smemo pričakovati. Ampak, veste, pogruntali smo jo. Pogruntali smo jo pravzaprav že po tistem intervjuju, trenutko pa ob začetku seje. In zato smo po zaključku, ko je gospod Partljič odšel, torej zahtevali prekinitev, smo zahtevali zaprto sejo in takrat smo ji torej prerezali njene štrike, prerezali smo ji torej njen scenarij in ji preprečili, da bi nadaljevala z to farso, seveda, ker če bi nadaljevala, bi naslednji dan v medijih ne samo društvo pisateljev, ampak tudi tako društvo sociologov, društvo novinarjev in tako dalje, seveda skočili v luft in bi jasno zlivali žveplo po opozicijskih strankah. Ja, se pravzaprav nekaj morajo narediti, odpeljati pozornost od svojega šefa Zorana Jankovića, ki je v sistemski korupciji. To jasno je to na najlepši način. Me pa žalosti, da k temu asistira tudi, jaz jo kar precej ceno, bivšo ministrico, dr. Ljubico Jelušič, ko je govorila o laboratorijih. Ampak, veste, potem, ko to malo prespiš, pa še se spomniš kakšnega zgodovinskega dejstva za nazaj, pa pravzaprav ugotoviš, da je dr. Jelušičeva govorila o laboratorijih, očitno na katere je navajena. Torej na politične laboratorije. Torej v političnih laboratorijih to pripravijo in to je bil tudi v njihovem političnem laboratoriju pripravljen konstrukt in diskreditacija, tako kot so v svojem političnem laboratoriju, če se spomnite,
malo nazaj, enega slavnega novinarja, zelo slavnega, danes najboljše plačan v tej državi, na banki je v službi, Roka Praprotnika, ko je pisal o Sovi. Se spomnite, ampak nič ni pisal o tistih v 2009, nič ni pisal o tistih kršitvah službe, torej službe, zakonskih kršitvah Sove, nič ni pisal o nezakoniti porabi finančnih sredstev in tako dalje. Ampak pisal je o anonimkah. Anonimke, ki so nastale v takratnem šefu in mislim, da je bil Rupnik, in so se širile okrog in kasneje se je izkazalo, da marsikaj v tistih anonimkah ni bilo res. No, torej, odkot, ne, torej laboratorij, ne, ja, torej te povezave so nam sedaj bolj jasne. In da seveda ne bodo v tem stilu nadaljevali, smo se tudi, torej mi v Slovenski ljudski stranki odločili, da izstopimo. Proti koncu bi pa rad rekel takole še, ne. Z najdaljšim stažem poslanca sem tu. Bil sem predsednik preiskovalnih komisij in bil sem član daleč največ preiskovalnih komisij. Nikoli, nikdar do danes še ni bilo takšne manipulacije. To, kar je pa, in za konec, ker je vedeli moj poslanski kolega, bil nekoč Tone Partljič, ker je pa tudi veliko govoril, ne, zadnji čas in pisal in tako dalje o Pukšiču in kolego Jerovško. Skupaj smo bili v poslanskih klopeh, ne pa bi rekel takole. Ko je bilo konec zaslišanja, je gospod Partljič, kako rekel, ja, saj pravzaprav nič ni bilo, ne, saj nekako, v tem opravičevalnem duhu, češ, zakaj si pa prvi, saj si tega, mislim, tudi nišče od nas ni mislil, prvi 4 so ostali izven. Tudi po 2 dneh zaslišanja, prvi 4 ne bi zaslišala, ne. Torej, konstrukt je bil celoviti narejen, ampak tako sem rekel, prerezali smo ji popkovino. No, in tako si se zaključilo nič kaj dramatično, no in potem pa je seveda naslednji dan gospod Partljič to jasno medijsko zelo izrabil in govoril o tako imenovanem 10. krogu, ne, Dantejevega pekla, ne. Zdaj, kot poslanec lahko rečem, ne, da tudi, ko je on bil poslanec, ne, je kar slovel tudi po kakih formalskih ali kvantaških izjavah kot parlamentarec, ne, ampak to gre do neke meje, ne. Sem pa dobil kar nekaj informacij v tem času, tudi klicali so me, povedali so mi, to pa mu glih ne gre najbolj v prid pisatelju, kot pisatelju, ne, da je ob tisti čudoviti, kaj že, no, bralni znački, ne, hodil okrog in takrat je med otroci znal povedati o kakšnem učitelju ali o kakšni učiteljici, kakšno neokusno ali celo kakšno prostaško opazko. Toliko o kolegu Partljiču. Hvala lepa. Kakšno vprašanje mogoče?